Lani avgusta je svet pretresla novica, da je bilo v sirski državljanski vojni uporabljeno tudi kemično orožje. Ta vrsta orožja je izjemno nevarna, ker ga napadalec razprši po zraku, lahko z njimi zastrupi velika območja in med žrtvami se pogosto znajdejo tudi nedolžni civilisti. Kemično orožje zato prištevamo k orožju za množično uničevanje. Njegova uporaba je z mednarodnimi dogovori prepovedana po vsem svetu. Zaradi kemičnega orožja je v Siriji umrlo na stotine ljudi, med njimi tudi otroci. Mednarodna skupnost je zato Sirijo prisilila k temu, da kemično orožje uniči. A ta postopek ni ravno preprost. Podrobno pod lupo poglejmo, kakšen je načrt. Sirija ima v svojih skladiščih več kot 1000 ton kemičnega orožja. Če bi ga uničili kar tam, bi lahko pri tem spustili v zrak ogromno količino strupa. Mednarodna organizacija za prepoved kemičnega orožja je zato odločila, da ga bodo uničevali v posebnem laboratoriju na veliki ladji sredi odprtega morja. Tam ga bodo s posebnim kemičnim postopkom, imenovanim nevtralizacija, spremenili v nenevarne snovi. A obstaja še ena težava. Ceste, ki vodijo do skladišč, kjer je kemično orožje spravljeno, so ponekod uničene, marsikje divjajo spopadi. Orožje bi se tako med potjo do pristanišča lahko poškodovalo ali prišlo v roke oboroženim skupinam. Prevoz bodo zato varovali in skrbno nadzorovali, pri čemer bo sodelovalo več držav. Torej, sirsko kemično orožje bodo s postopkom, ki se imenuje nevtralizacija, uničili v posebnem laboratoriju na ladji sredi morja.